Glasovi svetov. Arhiv Republike Slovenije je osrednja in največja arhivska ustanova v naši državi. Njegovo poslanstvo je izjemno pomembno, saj skrbi za prevzemanje, hranjenje, urejanje in popisovanje ter omogočanje uporabe nacionalne arhivske kulturne dediščine. Arhiv skrbi za arhivsko gradivo, ki ima trajen in neprecenljiv pomen za državo, za narod in vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije. Pred letom dni je Arhiv Republike Slovenije po dolgih desetletjih vendarle dobil nove prostore ob Poljanski in Roški cesti v Ljubljani, kar lahko razumemo kot svetlejše ogledalo odnosa slovenske države in družbe do naše arhivske dediščine. Letos arhiv praznuje 80-letnico delovanja. Ob jubileju smo v oddajo Glasovi svetov povabili dr. Gregorja Jenuša, namestnika direktorja Arhiva Republike Slovenije. Pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Dober dan, najlepša hvala za vabilo. Kot rečeno, Arhiv Republike Slovenije letos praznuje častitljivih 80 let, kako pa se je vse skupaj začelo? Ja, tako kot ste rekli, 80 let se zdi po eni strani dolga doba, hkrati pa v vidiku samega državnega arhiva razmeroma majhna. Narodna vlada za Slovenijo je 31. oktobra leta 1945 sprejela uredbo, ki se je uveljavila 7. novembra 1945, torej pretekli petek smo praznovali 80-letnico naše ustanovitve. Ustanovljeni smo bili kot osrednji državni arhiv Slovenije, ki je predstavljal tedaj po vojni pravzaprav prvo profesionalizirano državno arhivsko ustanovo, ki je delovala za območje celotne Slovenije, ker regionalnih arhivov, torej 6, kot jih imamo danes, še ni bilo, bili so v povojih, mariborski, ljubljanski je že deloma živel, ampak funkcije državnega arhiva še niso opravljali. Tako je pravzaprav državni arhiv imel izredno pomembno nalogo, da je poskrbel na slovenskem etničnem ozemlju za arhivsko zapuščino, ki je nastajala skozi stoletja. Zlasti po teh revolucionarnih spremembah je prišlo do tega, da je veliko arhivskega gradiva ostalo neizkoriščenega, imelo pravzaprav ni lastnika in to je bila dediščina naroda. To je bil naš spomin in zato ga je bilo vredno zaščititi. Osrednji Državni arhiv Slovenije je hkrati podedoval tudi arhivsko gradivo državnega arhiva. To je bil en tak smeli projekt, ki izvira pravzaprav iz naše preteklosti. Ni šlo za državni arhiv, šlo je za nekako notranjo organizacijsko enoto Narodnega muzeja in pri tem Narodnem muzeju v muzejskem okolju je ta arhiv tudi deloval in varoval zelo pomembno dediščino, predvsem iz obdobja 19. stoletja. In tako pravzaprav lahko rečemo, da je Arhiv Republike Slovenije obeležil 80 let obstoja kot samostojna institucija na več desetletij pravzaprav zgodovinske podlage. Kdo pa je pred tem časom hranil to arhivsko gradivo poleg Narodnega muzeja? Zdaj, zgodovina samega razvoja arhivistike na Slovenskem je zelo tesno prepletena pravzaprav z razvojem arhivistike v avstrijskih deželah. Kot vedo poslušalci, so slovenske dežele bile del notranje avstrijskih dežel, širše avstrijske države in razvoj arhivistike je tukaj šel z roko v roki s sistemom arhivistike v Avstriji. Nekako leta 1821 na Kranjskem zaživi Kranjski deželni muzej, ki je imel nalogo zbiranja najpomembnejših primerkov pravzaprav našega narodovega spomina, najrazličnejše listine, zbirke rokopisov, spise, pečate, potem razne diplome in seveda korespondenco med imenitnimi posamezniki in to na nek način institucionalizirati. To pomeni skrbeti, popisati, urediti na tak način, da se temu gradivu da slediti. Sočasno s tem, rečemo mu, institucionaliziranim razvojem znotraj muzeja, pa so se tudi drugi posamezniki, recimo društva, pričela ukvarjati z zapuščino in spominom naroda. Kot takšen primer recimo omenimo Zgodovinsko društvo za Kranjsko, ki po letu 1844 prične na nek način opravljati delo, ki ga
arhivisti opravljamo še danes. Pomeni, začne evidentirati in na terenu zbirati gradivo, ki ga je vredno ohraniti, ker ima vrednost, bodisi za zgodovinopisje, tega se moramo zavedati. Prvotno je arhivistika služila dejansko kot pomožna zgodovinska veda, zlasti zgodovinopisju. Kasneje pa potem se razvije miselnost, da pa so arhivski dokumenti veliko več kot zgolj neki zgodovinski dokumenti, ampak imajo tudi pravno vrednost v pravnih postopkih. Lahko celo nekaj državotvornega, ne nazadnje. Tako je, sej, če vzamemo konkretno društvo, ne, na Kranjskem, predvsem po obdobju marčne revolucije 1848 je slovenski narod na nek način doživel zagon, želja po avtonomiji se je pričela pojavljati in arhivski dokumenti so bili tukaj gradnik DNK-ja našega naroda in zato je te dokumente pravzaprav bilo vredno in potrebno ohraniti. Ne? Nekje sem prebral, da se je v tem povojnem času po drugi svetovni vojni, ne glede na to, da je takratna nova oblast ustanovila Arhiv Republike Slovenije, vendarle z arhivskim materialom ravnalo bolj kot ne, zelo po domače. Marsikdo tudi v tej stroki ni imel nekega blaznega odnosa do arhivskega materiala. Veliko se ga je izgubilo, neprimerno je bilo hranjeno in tako naprej. Bilo to res? Ja, žal je to del naše zgodovine. Zdaj, arhiv se je postopoma profesionaliziral se tudi profil strokovnjaka, ki z arhivskim gradivom ravna. Po večini je v preteklosti veljalo, da so to zgodovinarji, ki vendarle imajo do preteklosti nek drugačen odnos. Ampak ja, žal, kljub vsemu, recimo, da se je po drugi svetovni vojni vzpostavila prva profesionalizirana arhivska institucija na Slovenskem, je bilo to, če smo zelo grobi pravzaprav v oznaki, slepo črevo državne uprave. Seveda, ustanovili so institucijo, ki je skrbela za arhiv, ampak niso ji pa zagotovili ustreznih prostorov. Arhiv je še vedno deloval raztreščen na več lokacij, bil je še vedno del Narodnega muzeja, šele leta 1953 prvič govorimo o tem, da dobi arhiv pod narekovaj namenske prostore na Levstikovem trgu v kompleksu, ki mu danes pravimo Gruberjeva palača, pomeni v Virantovi hiši. Predtem pa na 26 kvadratnih metrih. Tako je. Predtem pa je v Narodnem muzeju imel 26 kvadratnih metrov veliko pisarno, v kateri so strokovnjaki pač urejali gradivo in nekaj več kot 200 kvadratnih metrov velike 3 sobane za skladišča, kar pa zdaleč ni zadostovalo. Zavedati se namreč moramo, da kljub temu, da je ta institucija šele nastala, je pa vendarle skrbela za večstoletno zapuščino našega naroda. V okvir državnega arhiva se je namreč kot zapuščina tega deželnega arhiva, če mu želimo tako reči, preselil in Vicedomski stanovski arhiv, ki ga je zbral muzej v 19. stoletju in tudi zgodovinsko društvo za Kranjsko. In tukaj je sedaj že šlo za en takšen zavidljiv korpus res pomembnega gradiva, ki še danes pravzaprav tvori jedro tistega starejšega gradiva, ki ga hrani današnji državni arhiv. Ena od prelomnic je bila torej leto 1953. Kako pa se je arhiv skozi desetletje razvijal od teh povojnih let do današnje moderne ustanove? Arhiv je šel skozi neko genezo, skozi postopen razvoj. Zdaj, mi smo letos pripravljali v sklopu 80-letnice državnega arhiva tudi eno pregledno razstavo, ki je zaživela in so gledalci, poslušalci, se opravičujem, vabljeni, da si jo pridejo gledati na Poljansko cesto 40 v Ljubljani. In mi smo si zadali prvotno en cilj, da bi iz vsakega desetletja predstavili neko prelomnico, na kateri bi lahko gradili celotno zgodbo. Ampak teh prelomnic je preprosto veliko. Zdaj, če že vzamemo upravno-politične spremembe vsakokratne v povojni Jugoslaviji, so že te vplivale na to, da se je praktično na dobrih 10 let arhiv preimenoval iz osrednji državni arhiv Slovenije v recimo Državni arhiv Ljudske republike Slovenije, na to kasneje v Arhiv Slovenije, recimo leta 1966, današnje ime Arhiv Republike Slovenije pa recimo dobimo leta 1990, seveda povezano z demokratizacijo družbenega življenja in razpadom Jugoslavije ter nastankom samostojne države. Drugače pa imamo potem še tudi druge recimo prelomnice. Leto 1968 recimo mi pade na misel, predvsem zato, ker je ta letnica povezana z ustanovitvijo Slovenskega filmskega arhiva. Gre za posebno notranjo organizacijsko enoto državnega arhiva, ki skrbi za audiovizualno filmsko dediščino. In ta recimo prav letos, v letu 2025, obeležuje 120. obletnico od prvih Grossmanovih filmov leta 1905. Potem v 70. letih dobimo
prvo namensko zgrajeno arhivsko skladišče na Slovenskem in tudi širše v Jugoslaviji, ki so ga zgradili prav za potrebe Državnega arhiva ob Rožni ulici v Ljubljani, torej znova v tem kompleksu Gruberjeve palače. Zgradijo betonsko stavbo, ki danes roko na srce, žal moramo reči, da več ne ustreza standardom. Takrat je bila seveda vrhunec pridobitve, predvsem pa krvavo potreben prostor za hrambo arhivskega gradiva, ampak danes pravzaprav čaka na revitalizacijo, na obnovo in to je recimo tudi ena takšnih pomembnih prelomnic. In pa potem v 90-ih letih smele ideje o tem, kako bo Državni arhiv dobil Državnemu arhivu vredno poslopje, upravno poslovno središče in arhivske depoje. Zdaj, danes, po selitvi leta 2024, imamo resnično srečo, da po več kot 30 letih čakanja domujemo v čudoviti stavbi nekdanje vojašnice v Ljubljani, ampak da smo prišli do te vojašnice in jo dejansko lahko s pridom izkoristili, je trajalo od prvih odločitev leta 1990 oziroma 1991 do leta 2024 več kot 30 let. In danes se arhiv, vsaj upravni del, razprostira na več kot 6500 kvadratnih metrih površine, če pa štejemo še depojske prostore, je pa to krepko čez 10 000 kvadratnih metrov, kar pa je zares lepa številka. Pa hkrati si v bistvu poslopje delite tudi z restauratorskim centrom, kar je pa seveda na nekem simbolnem nivoju seveda tudi pomembno. Tako je, restauratorski center in pa Zavod za varstvo kulturne dediščine domujeta v zahodnem traktu tega kompleksa vojašnice in zraven tega je pa treba omeniti, da si delimo prostore, vsaj depojske, tudi z Zgodovinskim arhivom Ljubljana. Oddajemo jim namreč 6. nadstropje depojskega prostora na Kapusovi, ker Zgodovinski arhiv Ljubljana žal pač nima zadostnih kapacitet, sami so se tudi morali preseliti v središču Ljubljane in na tak način si kolegialno in solidarno pač med seboj arhivi pomagamo, ker pa je to velika prednost javne arhivske mreže, ki, kot sem prej od začetka omenil, jo sestavljajo Državni arhiv in 6 regionalnih arhivov. Med arhivisti in arhivistkami, ker se zavedamo našega poslanstva, je zelo veliko solidarnosti. Za naše poslušalke in poslušalce gotovo zelo pomembno vprašanje, kako arhivsko delo sploh poteka in kako se je arhivsko delo oziroma delo arhivarja skozi desetletja in skozi čas spremenilo. Od teh povojnih časov pa recimo do današnjih modernih digitaliziranih časov. Zdaj, delo arhivistov je skozi desetletja doživelo pravzaprav ne le evolucijo, ampak revolucijo. To revolucijo je pravzaprav povzročila digitalizacija sodobnega življenja in resnično sedaj smo v neki dobi hibridnega nastajanja gradiva, ko na en način gradivo nastaja še vedno v fizičnem svetu, veliko več ga pa nastaja v hibridnem svetu. In do nekaj desetletij nazaj je pravzaprav veljalo, da smo arhivi na nek način podporna služba zgodovinarjem, raznim drugim znanstvenikom za dosego njihovega cilja. Z digitalizacijo vsakdanjega življenja in tudi postopkov naših ustvarjalcev, ki gradivo pravzaprav rodijo, je pa prišlo do tega, da se je arhivistika dejansko oblikovala v znanstveno disciplino, ki posega v celoten življenjski cikel dokumenta. Predstavljati si poslušalci morajo, da preden dokument pride v Državni arhiv ali v regionalni arhiv, preteče zares veliko časa. Glede na zakonske določila tudi 30 ali več let in v teh 30 letih, ko dokumenti čakajo na predajo v pristojne arhive, moramo zagotoviti njegovo preživetje, ga popisati in urediti na tak način, da sledi ostanejo zapisane. Digitalizacija postopkov je pa ta celoten življenjski cikel dokumenta naredila veliko bolj občutljivega. Predstavljati si moramo, če vam doma se pokvari recimo računalnik, ali pa kaj je še recimo danes postalo huje, kaj se zgodi, da se nam pokvari mobilni telefon. Mislim, da smo zgubljeni, bosi. Ne vem, če boste našli 5 poslušalcev, ki vam bodo znali povedati več kot 5 telefonskih številk, mora biti še najbližjih in to je to. Z izgubo recimo teh modernih informacijsko-komunikacijskih naprav pa zgubimo tudi celotno sled. Recimo, če se dotaknemo ene zanimive arhivalije.
Na UNESCOvo nacionalno listo Spomin sveta je upisana korespondenca Primoža Trubarja, ne, z protestantskimi pisci. To je korespondenca, ki jo je Primož Trubar vodil privatno. Koliko te korespondence, ki jo danes vodimo med seboj, svojimi prijatelji, svojimi recimo družinskimi člani, se bo čez desetletja pa ohranilo? Verjetno zelo malo. Tudi socialna omrežja recimo se danes zastavlja vprašanje, ali je to arhivsko gradivo, ki ga je vredno ohraniti. In tukaj je tista ključna premisa spremembe dela arhivistov. Ne? Torej miselni preskok iz fizičnega v digitalni svet in po drugi strani potreba potem, da se strokovnjaki, kar smo, izobrazimo na teh področjih in vemo, kako ravnati, zato da to gradivo ohranimo in ga pripeljemo v arhiv, ki pa hrani spomin naroda, če želite. V digitalizaciji in modernim oblikam arhivistike se vas seveda še vrnila. Arhivi pogosto delujejo nekako v ozadju, pa sploh stran od oči javnosti. Kaj bi javnost morala vedeti o njihovem vsakodnevnem delu? Vedeti bi morala to, da smo pomembni za obstoj pravne države, za obstoj družbe, ker hranimo v arhivskih dokumentih DNK naše preteklosti, našega naroda. To je naše ključno poslanstvo, ki ga opravljamo pravzaprav s ponosom. In z vsem zavedanjem, da če mi našega dela ne bomo opravili, bodo pomembni dokumenti zavedno izgubljeni. In s tem zgodovinski spomin. Tako je. Kako bi lahko delo arhivov še na nek način bolj popularizirali? Kaj storiti, da ne bi bilo tako spregledano, kar roko na srce danes po večini je? Zdaj, ne le državni arhiv, ampak tudi regionalni arhivi, tudi drugi arhivi po svetu, imamo več kanalov, kako komuniciramo naše delo. Najbolj tipični so recimo v obliki arhivskih razstav. Te postavljamo seveda na ogled, predstavljamo izbrane kose vizualno zanimivega arhivskega gradiva in na tak način nagovarjamo široke javnosti. Druga stvar so recimo izdajanje publikacij, bodisi edicije virov, v katerih strokovnjaki obdelajo in z strokovnim ter znanstvenim aparatom se poglobijo v neke določene izbrane dokumente, ki jih potem povežejo v celoto in predstavijo torej javnostim zgodbo. Kar pa recimo konkretno Arhiv Republike Slovenije v zadnjih letih in to, kar uspešno počne, je pa, da se okorišča pravzaprav te digitalizacije storitev in svetovnega spleta in od leta 2011 objavlja tako imenovano arhivalijo meseca. To je, lahko bi rekli, mesečna edicija, kjer v besedi in sliki predstavljamo najrazličnejše in predvsem vizualno in vsebinsko zanimive arhivalije, ki jih morebiti tudi sama stroka ne pozna. Ne? Spomnim se enega primera, ko je kolegica predstavljala zgodovino Bohinjskega mostu. Most zgleda star, v resnici je pa to razmeroma mlada pogruntavščina in zgradba in komunikacijska pot. Ne? In tega recimo marsikdo ne ve. In še en kup je takšnih cukrčkov, ki jih najdemo pravzaprav v naših zakladih. Kako pomembna je arhivska dejavnost za delovanje države? Nadvse pomembna. Prej sem že omenil, če nas ne bi bilo, bi velik del spomina naroda bodisi bil izgubljen ali zbledel. Je pa pomembna predvsem zato, ker arhivsko gradivo ni le zgodovinski ali kulturni vir. Gre za pomemben pravni vir, s pomočjo katerega lahko naši uporabniki v sodnih ali upravnih postopkih dosežejo priznanje bodisi pravic ali seveda tudi dolžnosti. Ne gre samo za pravice, ampak tudi dolžnosti. In arhivskemu gradivu daje tukaj teža pravzaprav institucija. Arhiv Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za kulturo in naše poslanstvo, standardizirani postopki, kako gradivo pridobimo, popišemo, hranimo, kako z njim ravnamo, mu daje neko vrednost kot pravni vir. In to je izrednega pomena. Ni zaman v arhivskem zakonu zapisano, da je arhivsko gradivo kulturni spomenik in to že kar nekaj pove. S kakšnimi izzivi se danes sooča arhivska stroka? Nekaj ste že omenili, ampak tako v Sloveniji, kot recimo tudi širše po svetu in Evropi. Teh izzivov je izredno veliko. Zdaj, če se malo pošalim,
in se znova vrnem na pripravo razstave ob 80-letnici našega arhiva. Veliko gradiva, sploh audiovizualnega, smo dobili tudi iz arhivskih depojev RTV Slovenije, ki ima odlično založeno mediateko, ki jo je vredno ohranjati in financirati njen nadaljnji obstoj. In pridobili smo kar nekaj zanimivih posnetkov iz praktično vsake dekade našega delovanja in ena stvar se nikoli ne spremeni. Tudi danes, čeprav imamo nove prostore, prostorska stiska. Fizično arhivsko gradivo preprosto zahteva kilometre polic, na katerih lahko gradivo hraniš. Druga stvar, ki je pravzaprav verjetno nikoli ne bomo presegli, je kadrovska stiska. Če samo za ilustracijo povemo, kmalu po prelomu tisočletij, ko smo prišli v leto 2000, nas je bilo v arhivu še 78, ob pol manj gradiva, kot ga imamo danes. Danes nas je 64 redno zaposlenih, skrbimo za 30 tekočih kilometrov fizičnega gradiva, praktično nepojmljivo količino, ker je tudi sami ne znamo oceniti, digitalnega gradiva, ki se še nahaja pri ustvarjalcih, in nalog je pravzaprav vedno več. In to so naši izzivi. Seveda, izzivi so pa tudi povezani z tehnološkim napredkom, digitalizacijo, postopno pravzaprav prisotnostjo umetne inteligence v našem vsakdanu, ki pa ruši meje med tem, kdaj je gradivo avtentično, ali je avtentično, če ga ustvari umetna inteligenca, in mora biti tudi vprašanje, v kolikšni meri smemo javne institucije posegati po orodjih umetne inteligence za recimo stvar, kot je vrednotenje arhivskega gradiva. Arhivsko gradivo se seveda hrani, treba ga je pa tudi na nek način vzdrževati, konzervirati. Tudi to so verjetno neki dolgotrajni procesi. V svojem delu se verjetno velikokrat srečate s primeri, na pol razpadlih materialov. Kako s takimi primeri delujete? Arhiv Republike Slovenije ima tukaj srečo. Od 70-ih let oziroma 80-ih let prejšnjega stoletja v okviru Arhiva Republike Slovenije deluje Center za konzerviranje in restauriranje pisne kulturne dediščine kot osrednja, če želite, restauratorsko-konzervatorska delavnica za področje papirja. V tem centru delujejo strokovnjakinje, 10 jih je, z sedaj izjemno dobro opremljenimi sodobnimi novimi prostori, ki opravljajo ključno vlogo, in sicer skrb za materialno varstvo gradiva. To je sicer notranja organizacijska enota Državnega arhiva, ki pa se ne ukvarja vsebino, ukvarja se z materiali. Kolegice ob pomoči seveda pristojnih arhivistov, torej nas, strokovnih delavcev, pregledujejo gradivo, se odločajo o postopkih konzervatorskih, ki so potrebni za to, da recimo gradivo bodisi ohranimo pri življenju ali ga restauriramo, oživimo, da bo preživel naslednjih recimo 100 let. Pri tem v arhivu sledimo vedno načelu, da morajo biti vsi postopki izvedeni na tak način, da so reverzibilni. Pomeni, da ko bo tehnologija napredovala, bomo lahko nek postopek, ki je bil izveden, spremenili, uporabili novo tehnologijo in na tak način zaščitili gradivo. Hkrati pa to sodelovanje z strokovnjaki, tudi z področja recimo digitalnih veščin, pripomorejo k temu, da arhivsko gradivo potem digitaliziramo, ko je revitalizirano, in na tak način ohranimo original pri življenju. In to je v bistvu ena tistih pozitivnih stranskih poti, ki jih prinaša digitalizacija gradiva, materialno varstvo. Katere zbirke ali dokumenti pa so že dostopni v digitalni obliki in kako jih lahko uporabniki poiščemo? Digitalizacija v Državnem arhivu poteka sistematično, sedaj že dobri 2 desetletji, bi lahko rekli, malenkost manj. V prvi fazi smo se lotili digitalizacije tistega gradiva, ki je bilo bolj uporabljeno v vsakdanji uporabi v čitalnici. To so recimo zbirke katastrov, zbirke urbarjev, zbirke listin. To so hkrati tudi gradiva, ki so izredno občutljiva zaradi materialov, na katerih se informacije nahajajo, zato da se zaščiti fizične primerke, ki so po večini, treba tudi reči, unikatni. Recimo imamo
stoletja stare listine iz 12. 13. stoletja, če bi jih vsakodnevno jemali iz arhivskih skladišč, pomeni, da jih slej ko prej zaradi uporabe uničimo. In digitalizacija je tukaj šla naprej. Na to pa seveda digitaliziramo tudi zbirke načrtov, zbirke plakatov, kart in pa danes v sodobni dobi predvsem spisovno gradivo, ki je več v uporabi. Zdaj, v preteklosti smo se predvsem ukvarjali z digitalizacijo, ki še vedno seveda poteka, arhivskega gradiva druge svetovne vojne in povojnega obdobja, zlasti Republiškega sekretariata za notranje zadeve in te morebiti tudi neopravičene fame okoli gradiva tajne politične policije. To gradivo smo se lotili digitalizirati predvsem zato, ker je arhivska zakonodaja in pa slovenska zakonodaja od arhivov zahtevala, da to gradivo pred izdajo v uporabo anonimiziramo. Ne? In takšno gradivo recimo lahko najdemo. Ampak je pa zelo velika razlika do gradiva, ki je prosto dostopno, sploh prej omenjene gradiva listin, katastra in podobno, lahko uporabniki dostopajo preko svetovnega spleta z uporabo virtualne arhivske čitalnice. Gre za eno posebno spletno orodje, ki smo ga razvili med leti 2016 in letom 2020 v sklopu vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva in na nek način predstavlja digitalizacijo in virtualizacijo obiska čitalnice. Na razpolago imate v tem orodju enotno bazo, vzajemno bazo vsega slovenskega arhivskega gradiva, ne le državnega arhiva, ampak tudi 6 regionalnih arhivov. Z vsakim arhivom lahko stopite v neposreden stik, naročate bodisi gradivo za ogled v čitalnicah ali tisto, kar je dosegljivo, vpogledujete v digitalne posnetke preko vmesnika. Zdaj, seveda je zaradi uporabe preko svetovnega spleta to gradivo malenko slabše kvalitete, za uporabo seveda še vedno dovolj dobro. Če pa potrebujete takšno gradivo recimo za razstavne namene, potrebujete reprodukcije, pa seveda lahko stopite z nami v stik in vam bomo dali ustrezno kvalitetno gradivo. Za tisto gradivo, ki pa je varovano, vsebuje podatke, ki niso dostopni, to gradivo pa lahko v digitalni obliki vpogledujete v naši arhivski čitalnici, na namenskih računalnikih in vse to brezplačno. To je ena stvar, ki jo je potrebno uporabnikom položiti na srce. Arhivska kulturna dediščina je last države, predstavlja javno dobro in uporaba tega gradiva je v Sloveniji zastonj. V tujini recimo, primer v Avstriji, boste za obisk državnega arhiva na Dunaju vplačali vstopnino. Ni sicer pretirano velika, ampak če ste sistematičen uporabnik našega gradiva in bi to počeli vsak dan, mesec za mesecem, bi se pa to seštevalo. Kdo pa so uporabniki vaših storitev oziroma arhivskega gradiva? So to raziskovalci, študenti, novinari, državljani? Koga največ? Vsi od naštetih, koga največ pa je čisto različno od tega, kakšnem stanju je družbeno okolje, bi lahko rekli. Ne? Najbolj tipični uporabniki so seveda znanstveniki, ki prihajajo iz najrazličnejših slovenskih inštitutov. Niso to le zgodovinari, so tudi pravniki, antropologi, sociologi, torej vsi, ki jim pravzaprav informacije iz arhivskega gradiva predstavljajo nek kamenček v mozaiku raziskave, ki ga pripravljajo. Potem so seveda novinarji in publicisti, ki jim arhivsko gradivo na nek način nudi vpogled v preteklost, neposreden stik jim omogoči z nekim družbenim dogovorom, dogodkom, prelomnim trenutkom v naši preteklosti. In pa potem na koncu seveda državljani, ki potrebujejo arhivsko gradivo, kot sem že prej omenil, v nekih pravnih postopkih ali pa recimo raziskujejo preteklost svoje družine. Ne, zdaj, rodoslovne raziskave so zelo popularne, tudi sam sem se je lotil, pa obupal na poti, ker je s tem pač izredno veliko dela in na tak način pravzaprav prideš v stik s preteklostjo. No, mi pravimo, da v arhivih imamo tudi uporabnike, ki jih žene pač preprosto firbec. Digitalizacija seveda prinaša tudi povsem nova znanja. Ali bodo arhivari prihodnosti bolj zgodovinari ali bolj računalničari? Predstavljam si, namesto 30 kilometrov polic bodo zdaj velike zbirke podatkov, veliki stroji, ne vem, hranjenje podatkov v oblakih. Kako bo to potekalo? To je zelo dobro vprašanje. Že sedaj, ko smo v tej hibridni dobi, se pravzaprav kaže na velika potreba po interdisciplinarnih strokovnjakih. Torej strokovnjakih, ki so hkrati zgodovinarji in imajo potrebne veščine ali pa kompetence z področja multimedije.
da bodo strokovnjaki izključno informatiki, je iluzorno. Potrebujete namreč znanje zgodovinarja, da lahko dokumente postavite v nek širši kontekst. In tukaj je tista prednost, ki jo zgodovinarji imamo. Jaz sem sam zgodovinar, seveda ne bom rekel, da smo zgodovinarji nepotrebni, ampak tukaj mislim, da pa je ključna vloga. Zgodovinar je senzibiliziran, mora biti na to, da kakšnega dokumenta ne bo izločil, ker se mu v tistem trenutku zdi, če želite, brezvezen, nepomemben. Ne? Nekdo, ki ni v stiku z zgodovino in ne zna razmišljati zunaj torej neke škatle, pa reči, kam pa lahko jaz to usmerim, v katero oblaček, kdaj mi bo to prišlo prav, bo veliko težje obvaroval kakšen dokument več kot manj. Ampak zgodovinarji pa hkrati brez teh digitalnih veščin, multimedije, sami preprosto ne bomo zmogli. Kako sodelujete z drugimi arhivi doma in pa seveda še posebej v tujini? Zdaj v Sloveniji deluje Slovenska javna arhivska mreža, to sestavlja državni arhiv in 6 regionalnih arhivov. Sodelujemo v sklopu programskega sveta, zlasti programskega sveta Slovenskega elektronskega arhiva, ki je vzajemna rešitev vseh 7 slovenskih javnih arhivov. Na večkrat letno se dobimo, približno 3 do 4 krat, glede na pač pereče problematiko in direktorji med seboj razpravljajo o problematiki, s katero se arhivi soočajo. Na to ima država tudi urejene tako imenovane medarhivske delovne skupine, ki so vzpostavljene in sestavljene iz različnih strokovnjakov, prav posebnih področij, recimo uprave, kulture, šolstva, sodišč recimo, in te se srečujejo razmeroma pogosto, nekatere tudi enkrat mesečno in razpravljajo o skupnih problemih. Spostavljen pa imamo tudi recimo arhivski svet, to je na nacionalni ravni. Če pa gledamo širše in stopimo izven meja arhiva, torej same Republike Slovenije, pa je sodelovanje v mednarodnem prostoru na bilateralni ravni. To je posebno, imamo z nekaterimi državami tudi bilateralne dogovore, kot recimo z Avstrijo, Češko, en takšnih, ki oba dejansko tudi delujeta na področju izmenjave arhivskih strokovnjakov. Izredno pomemben vidik mednarodnega sodelovanja je pa sodelovanje z nacionalnimi oziroma državnimi arhivi nekdanje Jugoslavije. To pa zato, ker je skupna dediščina arhivska, torej, ki je nastala po SFRJ, takšna, da zadeva vse naslednice te države. In leta 2004 je bil na Dunaju sprejet poseben dogovor o delitvi te skupne kulturne dediščine in predvsem omogočanja dostopa do zapuščine recimo Slovenije, ki se nahaja v Beogradu, v beogradskih arhivih. In tukaj državni arhiv in tudi regionalni arhivi vsako leto odpošiljamo v tujino naše strokovnjake, ki opravljajo tako imenovano evidentiranje arhivskega gradiva, pomeni, da pregledujejo zbirke gradiva, ugotavljajo, kje se nahajajo dokumenti, ki so za našo državo pomembni, ga popišejo, po možnosti tudi digitalizirajo in na tak način omogočijo, da sploh imamo vedenje, kje se gradivo nahaja. Drug pomemben vidik našega dela je pa recimo povezan z slovensko diasporo, bodi si v zamejstvu ali Slovenci po svetu. To je ena zelo ranljiva skupina ljudi, ki živijo na nek način kot eksklava v drugih državah. In roko na srce velikokrat jih z domovino veže veliko globja vez, kot pa recimo Slovenci, ker imajo zavedanje, kaj so bodisi njihove družine izgubile, zakaj so Slovenijo kot matico zapustili. In Arhiv Republike Slovenije tukaj pomaga tem najrazličnejšim društvom, ki delujejo pri ohranjanju po eni strani vezi z domovino, po drugi strani pa ohranjanju dediščine, ki so ustvarili, ker tudi to je del narodne identitete. In tudi država tukaj naredi veliko, nimamo zastonj urada, ki se s tem ukvarja, predvsem zato, ker je zavedanje, da če bomo dopustili, da ta zapuščina Slovencev v diaspori propade, bo del narodovega spomina izgubljen. In zato je tukaj pomembno, da sodelujemo z društvi, sodelujemo v končni fazi tudi s cerkvijo. Cerkveni arhivi so na Slovenskem pomembni, predvsem pa so pomembni v tujini. Recimo v Avstraliji so imeli frančiškani izredno močno vlogo pri omogočanju integracije slovenskih izseljencev v avstralsko družbo.
In če ne bomo zagotovili financiranja teh arhivov, bodo slej ko prej izgubljeni. Zato, ker ko prideš do točke, da bodisi društvo, cerkveni arhiv preneha delovati, bo prvo vprašanje, kaj bomo počeli z temi najetimi po večini prostori in kaj bomo naredili z gradivom. Najlažje ga uničiti, ampak odgovornost za to uničenje pa izredno velika. Doktor Jenuš, kaj pa vas osebno navdihuje pri arhivarskem delu? Zdaj, poslušalci so verjetno iz mojega izvajanja lahko razumeli, da delo arhivista, če želite, opravljam z velikim veseljem. Jaz sem zgodovinar, sem tudi doktoriral iz sodobne zgodovine, zato mi je predvsem sodobna zgodovina toliko blizu. In zanimivo je brskati po dokumentih, biti zraven, ko odkriješ nek prelomen dokument, neko prelomno zgodbo, ki ni le del slovenske dediščine, ampak je del svetovne dediščine. Ne? Kot je recimo primer enega arhivskega dokumenta, ki je morebiti bi ga marsikdo spregledal. Omenil sem Arhivalijo meseca. Leta 2011 smo objavili Arhivalijo meseca, eno prvih, ker smo takrat šele s tem začeli, v kateri smo predstavljali dvostranski majhen kartonček, manjši od A5 formata, uslužbenski karton policista Karla Zilberbauerja, enega nemškega SS-ovca, ki je zajel družino Ane Frank. On je bil eden tistih, ki je družino odpeljal v koncentracijsko taborišče in ki je bil pravzaprav odgovoren za smrt slavne Ane Frank. Mi smo ta dokument v besedi in sliki objavili na svetovnem spletu in v Amsterdamu so, kar pač svetovni splet to omogoča, ta dokument našli slučajno. In danes je kopija tega uslužbenskega kartona iz slovenskega arhiva v hiši Ane Frank v Amsterdamu. In torej del slovenske kulturne dediščine je na tak način del svetovne kulturne dediščine. In to je recimo en takšen navdih. Če najdeš takšne dokumente, ki so prelomni in pišejo pravzaprav svetovno zgodovino, je to največja nagrada, ki jo kot arhivist lahko dobiš. Danes delujete kot namestnik direktorja Arhiva Republike Slovenije. Kako pa vidite recimo Arhiv Republike Slovenije čez 20, 25, 30, morda 50 let? Dobro vprašanje. Upam, da se čez 20 let ne bomo več pogovarjali o problematiki prostora, vsaj fizičnega ne, ker v 20 letih bi večino fizičnega gradiva iz terena morali prevzeti. Kar zadeva pa potem desetletji kasneje, pa vsekakor v digitalizaciji. Zdaj na Slovenskem recimo arhivom velik vzgled portal Dlib, ki so ga vzpostavili naši kolegi v Narodni univerzitetni knjižnici in ki je ravno v teh dneh obeleževal 20 let svojega obstoja. Tale portal je tudi pri snovanju naše virtualne čitalnice bil tist na piedestalu dostopnosti gradiva, torej dostopnost na dosegu klika iz domačega naslanjača. To namreč kolegi knjižničarji omogočajo. Upam, da bomo tudi v arhivski stroki na Slovenskem uspeli doseči ta preskok, da bomo bistveno lažje omogočali digitalni dostop do našega gradiva. Za konec pa še vprašanje, kaj bi ob tem visokem jubileju, se pravi ob 80-letnici Arhiva Slovenije, sporočili recimo poslušalkam in poslušalcem? Zakaj je pomembno, da ohranjamo svojo dokumentarno in zgodovinsko dediščino? Pomembno je, da se zavedamo, kakšno vrednost ima to gradivo ne le za nas, ampak za celotno skupnost, da je to gradivo vredno trajno ohraniti, ker za njegovo izgubo izgubljamo pravzaprav delček naše narodne identitete in Slovenci smo majhni, 2 milijona nas je. Že v naši soseski zelo hitro pač utonemo v, recimo da temu, šumu glasnejših sosedov. In ni zastonj, da so arhivi zaščitena kritična infrastruktura države, ki jo je vredno ohraniti. Tako da zavedate se vrednosti dokumentov, ki jih imate doma. To je ena takšna zanimiva anekdota, ki jo marsikdo niti ne razume. Vsi imamo arhiv doma. Ne?
Recimo, država hrani svoj arhiv v Arhivu Republike Slovenije in regionalnih arhivih, mi pa doma hranimo svoj arhiv velikokrat v škatlah pod posli ali pa na podstrešju, ne da bi se zavedali, da kadar resnično potrebujemo to gradivo, ga je potrebno najti. Samo pomislite na katastrofalne poplave leta 2023, ljudje so izgubili vse. Izgubili so predvsem tudi svoje spomine, fotografije, filme, ne? In zato je te podatke, te spomine potrebno ohraniti in jih pravzaprav ohraniti pri življenju. Dr. Gregor Jenuš, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to so bili Glasovi svetov, posvečeni 80-letnici delovanja Arhiva Republike Slovenije. Če ste oddajo zamudili, jo lahko poiščete med podcasti ali v arhivih RTV Slovenija. Oddajo sva pripravila tonski mojster Max Pust in Miha Žorž. Srečno.